Sloveniji in tudi v svetu poraba jagod narašča, kar je zelo dobro. Slovenski kupec in tudi slovenski trgovec priznava višjo ceno za slovensko domačo jagodo, kar je dobro seveda za nas. Skupina Panvita prideluje jagode na 5 hektarjih in vsekakor bomo nadaljevali s pridelovanjem jagod, so pa tudi izzivi na tem področju. Slovenski sadjarji se soočajo z padcem porabe sadja v času. Na drugi strani pa, če gledamo podatke iz trgovinske bilance, vidimo, da je prostora za povečanje lokalne proizvodnje na višini okrog 150 milijonov evrov, toliko je namreč deficit v trgovinski bilanci. Tako da slovenski sadjarji imajo relativno veliko možnosti, ampak bi bilo potrebno, po mojem mnenju, poudarjati to lokalno pridelavo in pa neke blagovne znamke uveljaviti na trgu, ker sicer s takšno proizvodnjo, kot jo imamo, ne moremo dosegati tako nizkih cen, kot so na evropskem trgu. Po 2 zaporednih pozebah je v letošnjem letu na našem tržišču sadja, velike količine so tega sadja, zato je pomembno, da slovensko sadje ločimo od sadja od vsepovsod, predvsem iz sosednjih držav in pa večjih proizvajalk. Na slovenskem trgu se pojavlja tudi sadje iz Poljske in pomembno je, da se sadje pod blagovno znamko oziroma izbrano kakovostjo loči od ostalega sadja na trgu. Predvsem pa tukaj želimo izpostaviti poreklo slovenskega sadja in pa v nadaljevanju tudi izdelkov iz tega sadja, ki se pač proizvajajo. Za promocijo sadja, izbrane kakovosti za sadje bodo prispevali tako nosilci kmetijskih gospodarstev, torej sadjarji, in kupci, to so pa predelovalci oziroma tudi lahko na kmetiji ali pa živilska industrija. Nosilci kmetijskih gospodarstev bodo plačali na hektar intenzivnih sadovnjakov, ki je določen 20 evrov na hektar. Dobili bodo odločbo od agencije in bodo na podlagi te odločbe morali plačati. Predelovalci bodo pa sami plačali na količino odkupljenega slovenskega sadja, ki ga tudi predelajo. To pa je določeno 1,5 evrov na tono odkupljenega sadja. Zaradi poznega začetka pobiranja sredstev, se pravi obveznega prispevka, ki ga sektor sadja mora prispevati v samo promocijo, in zaradi zelo dolgotrajnih postopkov, da pridemo do konkretnih oglaševalskih orodij, v medijih bomo predvidoma začeli z oglaševanjem v začetku leta 2020, potem pa seveda nadaljevali v sezoni, tako kot dozoreva posamezno sadje.